Lepo pozdravljeni v podkastu Ona Plus. Ste se kdaj spraševali, v kakšni kondiciji boste pri 80 letih? Se boste še vedno vzpenjali na bližnji hrib brez pretiranih bolečin? In dalje, vsi bi si želeli živeti dlje, ampak kako zares ostati vitalni do zadnjega dne? No, danes v studiu gostim Mirjano Sredojević, doktor medicine, specialistko kardiologije in vaskularne medicine ter ustanoviteljico klinike Carpe Diem Longevity. Dr. Mirjana je ena vodilnih strokovnjakinj na področjih preventivne in regenerativne medicine, velja tudi za pionirko dolgoživosti pri nas, pri svojem delu pa združuje najnovejša znanstvena dognanja z vizijo podaljševanja zdravih let življenja. Mirjana, pozdravljeni v naši družbi. Pozdravljena. Morda za začetek se mi zdi bistveno, da nekako sploh definirava ta pojem longevity oziroma dolgoživosti, kaj pravzaprav pomeni, kaj pravzaprav je. Najbrž to ni čarobna paličica, ki bo spremenila vse, tudi ni estetska, bom rekla, regulativa. Mi lahko poveste kaj več? Tako, to je super izhodišče v bistvu, ja. Kaj pravzaprav združuje oziroma kaj naslavlja en tak pristop. Dolgoživostna medicina je ena relativno nova veja medicine, ki dobiva en tak zalet zdaj v zadnjih letih. In sicer njen pristop temelji na združevanju enega, če poenostaviva, vzhodnega in zahodnomedicinskega modela. Zdaj, kaj to pomeni? Da gleda na osebo oziroma zdravstveno stanje osebe dosti bolj celostno, kot mogoče smo navajeni z našega zahodnomedicinskega pristopa, kjer je seveda nujno, da imamo zelo specialno usmerjene zdravnike, ampak tukaj pa združujemo še ta bolj holističen oziroma celosten pogled zdravja. Torej, mene kot kardiologinjo konkretno zdaj v tem primeru ne zanima samo srčno žilno stanje posameznika, ampak me zanima, kakšen je hormonski status, v kakšnem stanju mikrobiom, nenazadnje, kako se ta oseba počuti psihično, čustveno. Želim povedati, se pravi, gre za en tak celosten pristop, hkrati pa nam zdaj napredek tehnologije in vas ta medicinsko-tehnološki razvoj, ki se tako pospešeno odvija v zadnjih letih, še posebej omogoča pa po drugi strani zelo individualno usmerjeno, zelo personalizirano diagnostiko, ki gre v globino. Torej, gremo lahko pogledati na samo raven celic, v kakšnem stanju so, kako hitro se telo stara, in na ta način v bistvu medicina dolgoživosti ponuja en tak relativno nov pogled na zdravje. In ko ste pa rekli, ni to estetska medicina, ni tudi nek quick fix oziroma čarobna paličica, je pa mogoče, bi rekla, lep izgled, dobro počutje, pa lahko posledica tega. No? Kako pa je recimo glavno razlikovanje med klasično medicino, oziroma se to dopolnjuje? Seveda, ja, absolutno se dopolnjuje. Torej, še zmeraj je to klasična medicina. Torej, dolgoživosten pristop temelji na znanstveno podprtih dokazih, na študijah. Tukaj ne gre za neke eksperimentalne pristope. V tem smislu je mogoče bolj biohacking en tak izraz, ki je tudi zdaj zelo popularen. Tam posamezniki veliko preizkušajo nepreizkušenih oziroma ne toliko še preverjenih ali pa ne nujno varnih intervencij, pristopov in podobno, medtem ko iz tega gledišča bi mogoče medicina dolgoživosti lahko bila malo bolj, kako bi rekla, dolgočasna. Zato, ker gremo res na preverjene zadeve, istočasno pa je to, kot rečeno, še zmeraj medicina, opiramo se na znanstvene dokaze in iz tega potem črpamo pač to, kar je potrebno za naše delo. Zdaj, v neki fazi bi si vsi želeli, da bi staranje ustavili. Mogoče to tisti, ki podzavestno tega mislijo, da ne. Se vsi nekje ustavimo v točki, ko začutimo, da naše telo pospešeno dela drugače. Kaj lahko v bistvu pri dolgoživosti zares, kaj ugotovimo in kaj v resnici lahko sploh preprečimo? Ja,
Se strinjam, da je najverjetneje pri veliki večini ta nek trigger oziroma vzvod za mogoče razmišljati o zdravstvenem stanju, o spremembah, ali so to neke težave, ali mogoče včasih že nezadovoljstvo s tem, kako izgledamo, s fizičnim izgledom. In mogoče ne razmišljamo, ko vse funkcionira dobro, ko se počutimo dobro, da mogoče se takrat že začenjajo eni procesi, ki bojo čez nekaj časa lahko pripeljali do težav. In to je ravno trenutek, ki ga medicina dolgoživosti naslavlja oziroma aktivno išče. Torej, mi ne čakamo, da se bolezen izrazi, ampak aktivno že prej pri posamezniku iščemo neke na videz še, oziroma neprepoznane odklone, ne navzven vidne, ampak je lahko to na celični ravni, lahko je mogoče neko pomembno neravnovesje v mikrobiomu, lahko je to že neko pomembno kronično tihotleče vnetje, katerega se posameznik ne zaveda v tistem trenutku, tega ne čutimo, dokler to ne gre v bistvu tako daleč, da že povzroči nastanek nekih kroničnih, nevrodegenerativnih ali srčno-žilnih bolezni. Zato, ker če tako malo pogledam, recimo bolezni zahodnega sveta, srčno-žilne so recimo en glavnih vodilnih vzrokov bolevnosti in umrljivosti v zahodni populaciji, medtem ko če primerjamo to s kakšnimi plemeni, pa tam takih bolezni ne najdemo. Ne? To pomeni, da je vse to nekako velika večina, da ne rečemo vse, posledica našega življenjskega sloga, kar pa hkrati je pozitivno. Ne, če vzamemo tako, da nas ta informacija opolnomoči, se pravi, da mi lahko nekaj naredimo glede tega. Ne gre to samo v eno negativno smer, lahko stvari obrnemo. Zdi se mi zelo zanimivo, da ste tudi sami šli čez proces diagnostike ob ustanavljanju klinike. Bi rekla, pač ste mladi, da imate zdrav življenjski slog, pa vendarle najbrž ste prišli do določenih ugotovitev. Ja, v bistvu sem bila kar presenečena glede na ugotovitve. Sicer je res, da sem jaz nekako že po naravi nagnjena k temu, da živim bolj zdravo. Že leta nazaj sem se veliko posvečala na nek način, če zdaj tako pogledam, preventivi, ampak mi je to bilo zame nek naraven pristop. Veliko sem recimo pazila in na prehrano in na šport, med drugim se ukvarjala z jogo, postala inštruktor, tako zmeraj iskala neke načine, kako bi lahko optimizirala svoje počutje, zdravje, in mi je to bilo zmeraj blizu. Zdaj, kar me je pa pripeljalo potem do raziskovanja dolgoživostne medicine, po eni strani bil ta nek občutek tudi pri mojem delu, da mi manjka še mogoče tisti neka dodatna informacija pri pacientu, ki ga obravnavam, kaj se je z njim dogajalo že prej. A bi lahko mi to mogoče naslovili že prej pri nekomu, ki je zdaj že po infarktu, ampak vemo, da se je ta bolezen začela v bistvu odvijati že 10-20 let nazaj. Tako da vse to mi je dalo misliti, da sem se potem spustila na to pot. In seveda v tej, bi rekla, fazi preizkušanja različnih testiranj, diagnostičnih teh pristopov, ki jih zdaj tudi uporabljamo, sem gotovila, da imam celiakijo, za katero jaz nisem vedela, zato ker nimam, bi rekli, teh klasičnih, močnih simptomov, ki bi mi delili neke hude težave, da bi se to res na tak način izrazilo, da bi bilo zelo očitno. Ampak je bila tu prisotna, ne vem, neka kronična utrujenost, megla v glavi, take nedefinirane težave, mogoče s prebavo, z napihnjenostjo, kar sem spet pripisovala življenjskemu slogu zaradi mogoče utrujenosti, študija, specializacije, obremenjenosti, dežurstev in podobno. Tako da me je to presenetilo. Ja, ampak ko pomislim, če pa tega ne bi vedela, kako lahko ena taka neprepoznana kronična bolezen, ki potem povzroča to tiho kronično vnetje v telesu, ki traja desetletja, in vemo, da recimo nezdravljena celiakija lahko vodi v neplodnost, v ponavljajoče splave, v osteoporozo, v en kup takih zelo, bi rekla, pomembnih bolezni, ki
tudi pomembno znižajo kvaliteto življenja ženske, recimo, ne, konkretno. Tako da to so vse potem zame bili še dodatni motivi, kako sporočiti naprej, koliko je en tak pristop pomemben, koliko dejansko lahko narediš zase, tudi če se ti zdi, da si že veliko naredil, pa da si že precej zoptimiziral, ampak nekaj se lahko dogaja v ozadju, česar se ne zavedaš. Kaj pa mogoče paciente najbolj preseneti, ko pridejo k vam? A imajo nek notranji občutek, kaj se v njihovem telesu dogaja, ali ne, ali kako? Katere so mogoče tiste stvari, ki najbolj izstopajo? Ja, zelo različno. Zdaj, pacienti, naš, bom rekla tako, razpon pacientov trenutno je tam vse od 40. pa do 94 let starosti gospoda. Tako da so potem tudi tukaj prvo neke težave, ki jih privedejo do te odločitve, drugačne. Po drugi strani pa tudi že, ali so izražene mogoče že neke bolezni ali ne. In zato pravim, ta pristop obravnava posameznika je zelo individualno usmerjena, zelo personalizirana. Kar jih preseneti velikokrat je ravno ta neka prikrita, spet najpogosteje zdaj, kar sem imela možnost videti, so spet ta kronična vnetja. Tega je res veliko. Res je veliko. Po eni strani, bom rekla, razumljivo, glede na naš življenjski slog, glede na to, koliko smo mi v našem okolju izpostavljeni raznim dejavnikom, ki obremenjujejo naš sistem. Kljub temu, da pač lahko priznamo, da živimo, če pogledava na celo zemeljsko oblo, v zelo, zelo lepem kraju, ampak je še zmeraj veliko nekih sprememb, ki vplivajo na naše zdravje. In ja, imela sem zdaj pred kratkim enega pacienta, ki je sicer prišel zaradi nekega občutka v želji optimizacije svojih fizičnih in kognitivnih zmogljivosti, gospod star 64 let, recimo konkretno, tak uspešen gospod, ampak še zmeraj je čutil, da on bi pa želel stvari izboljšati. Ni pa mogel tega točno nasloviti, pokazati s prstom, zakaj točno gre. No, in ko smo pravili te testiranja konkretno za to kronično vnetje, se je izkazalo, kakor da je ta nivo vnetja ga postaral na starost 80 let. Zdaj pa, to je mogoče, bi rekla, lahko šok, alarm, strah, ki bi ga nekdo, komu predaš tak rezultat, doživel, ampak jaz to vedno želim poudariti. Se pravi, to so eni od parametrov, eni, kot temu rečemo, od ocen biološke starosti. No? Če mogoče še sam to razložim, zakaj gre, za razliko med kronološko in biološko starostjo. Kar iščemo pri svojem delu, so na različnih nivojih našega telesa. Opazujemo tudi, kako hitro oziroma kako različno se starajo naši organi. In to nam da potem tudi različne biološke starosti, kar pomeni, da se lahko nek organski sistem stara hitreje, kakor bi bilo pričakovano za našo kronološko starost oziroma to, kakor pač nam kaže v potnem listu, ali pa počasneje. In je to zelo ugodno in tega si želimo. Tako da bi iz vseh teh različnih bioloških starosti samo dali eno številko, je to en tak, bom rekla, matematičen konstrukt, ki na koncu, po mojem mnenju, iskreno ne pomeni kaj dosti. Je nek približek, ki sicer nam da vedeti, v kateri smeri se gibljamo oziroma kaj se dogaja s telesom, ali je to v pozitivno ali negativno smer, ampak kar nas pa zanima, so tisti glavni, bom rekla, gonilci pospeševanja tega staranja. Torej, lahko je en organski sistem, ki funkcionira zelo dobro, ampak začele so se spremembe v tem drugem. In ko to ugotovimo, takrat lahko z intervencijami naslavljamo, recimo konkretno pri kroničnem vnetju, vemo, da se potem fokusiramo na vse prijeme, da zmanjšujemo to vnetje, da čim bolj optimiziramo, bi rekla, podporo telesu, da se to spremeni. Ampak recimo, če se še malo pri tem kroničnem vnetju, ker se mi zdi, da je izvor ali pa mogoče neka skupna točka marsikaterega človeka, ko se ukvarja s svojim zdravjem. Ja. Kaj so v bistvu vzroki in kaj lahko sami naredimo, da
nekako to preprečimo, ali pa kako bi se mogli bolj zavedati vseh teh vnetnih procesov? Ja, Zdaj, tako vzroki so lahko zelo različni. Torej, če vzamemo že moj primer, je to lahko neka neodkrita diagnoza, ki povzroča težavo. Pri kakšnem drugem primeru bi to bil disbalans v samem mikrobiomu, se pravi v tem razmerju pozitivnih in negativnih bakterij v našem črevesju oziroma prebavnem traktu, ker do česa tle pride. Če se recimo prerastejo te patogene oziroma negativne bakterice, lahko to vodi v osiromašenje te zaščitne plasti na črevesju, kar potem privede do prepustnosti črevesja, kar potem privede do tega, da toksini oziroma te neželjeni mikrodelci hrane zaidejo v krvni sistem in posledično povzročajo to tiho vnetje, katerega v bistvu ne zaznamo. Tako da vzroki so lahko zelo različni, zato pa je tudi ta naša diagnostika tako široka, hkrati pa tako globoka, ker vržemo eno tako res konkretno široko mrežo ravno z namenom, da iščemo te vzroke, ki potem lahko povzročajo težave. Ampak da bi rekli, recimo, česa bi se mogli ljudje lotiti pri tem, da mogoče se malce zavarujejo pri kroničnih vnetjih, kaj bi mogli vsak dan početi? Ja, to je zmeraj potem, da ne zakompliciram preveč, vedno je to življenjski slog na prvem mestu. Vedno je to naša odločitev, glede tega, ne vem, kako se bomo prehranjevali, koliko se bomo gibali, koliko si bomo privoščili počitkanje nazadnje. In bi rekla, vse te temelje zdravja, kako postavljamo, je potem odvisno od tega, kaj se naprej dogaja z našim telesom. Tako da, ja, izbira hranil, da ne uživamo procesirane hrane, da se izogibamo alkohola, tobaku, to dejansko vse, kar že vemo, kar lahko je, spet ponovim, koliko je fizična aktivnost pomembna, zato ker če bi fizična aktivnost recimo bila zdravilo, bi to definitivno prepisali vsakemu od nas, vsak bi to jemal glede na število in razsežnost pozitivnih učinkov, ki jih recimo ima fizična aktivnost na telo. Ne samo na sam metabolizem, kot je uravnavanje glukoze, kot je že sama naša boljša fizična zmogljivost, ampak vpliva tudi na nevroplastičnost možganov, kot je dokazano, na to, da smo potem, da je naša kognitivna funkcija boljša. Tako da bi rekla, tak zdrav življenjski slog, ki nas na nek način zavaruje. Ki nas zelo varuje pred tem. Zdaj, če se dotaknemo še staranja, staranje niso samo sivi lasje, odvečni kilogrami, mlahava koža, mogoče slabša mobilnost oziroma gibljivost. Kako pravzaprav medicina nekako opredeljuje vse te kazalce staranja? Ja, dejansko so zelo natančno opredeljeni, in sicer ti pokazatelji staranja so bili razdeljeni na 12 različnih enot do nedavnega, par mesecev nazaj pa so to celo razširili na 14 dejavnikov. In zdaj tukaj gledamo stvari, kaj je tu za nas pomembno. Da te dejavnike, ki jih opazujemo, dejansko lahko izmerimo, jih potem spremljamo in na njih vplivamo. Ker če ne bi imelo smisla, da jih sploh merimo potem, če ne vemo, kaj s tem narediti. Tako da tukaj se spuščamo, kot rečeno prej, že na take celične, subcelične nivoje. Gledamo, v kakšnem stanju je naš genski zapis, kaj se dogaja na spremembah na naših genih, skozi staranje, skozi naše življenje recimo. Ali je veliko teh sprememb že prisotnih? To vpliva potem na izražanje genov. Na kakšen način se izražajo? Tisti mogoče, ki bi morali biti utišani, so se aktivirali in obratno. Potem, v kakšnem stanju so naše celice v smislu količine energije, mitohondriji, ali lahko proizvajajo zadostno količino energije, ali so mogoče v nekem disbalansu tudi oni. Potem, kako naše celice komunicirajo med sabo, ali so sposobne privzemati hranila, ali se zaprejo, ker so mogoče preobremenjene, recimo v inzulinski rezistenci pride do tega. Celica prav
zapre oziroma povleče te receptorje za glukozo, ker je preveč zbombardirana z glukozo in ne zmore tega in to povzroča že toliko škode v sami celici, da se na ta način zaščiti. Po drugi strani pa potem to velike količine glukoze lahko ostajajo v krvi, kar v bistvu je potem sladkorna bolezen in če te molekule krožijo po krvi naprej, okvarjajo žile, okvarjajo druge organe in podobno. Ne rečejo zastonj, da je naše telo največje čudo, kar se tiče mehanizmov. Jaz se to absolutno strinjam. Ja. Kako pa, omenili ste genetiko, se mi zdi, da veliko ljudi se malce tudi skriva včasih za tem rekom, saj pač to je moja genetika, to so moje omejitve. Kako zares genetika vpliva na nas in kaj vse lahko pa vendarle spremenimo? Ja, jaz se s to vašo izjavo zelo strinjam. Mislim, da vse preveč mogoče se sklicujemo na to, da imamo določene gene, ki smo jih podedovali in tako seveda mi pridemo z neko gensko zasnovo na ta svet. Ampak tudi znanost je potrdila glede na študije opravljene recimo na enojajčnih dvojčkih, da je ta vpliv genetike tam nekje mogoče največ 20 do 25% vpliva na naše zdravje, se pa počasi vse bolj dokazuje, da so te številke mogoče celo nižje. Kar pomeni, da vsaj 80% izražanja našega genoma je odvisnih od našega življenjskega sloga. Zakaj so prej rekli, da je to tako pomembno in kako preprečevati zadeve. Je veliko v naših rokah. Ogromno je v naših rokah in ravno ta epigenetika je tako zanimiva in to naslavljamo z medicino dolgoživosti, ker če si tako bolj predstavljamo, recimo poenostavljeno, da mi pridemo z nekim priročnikom, recimo z navodili, z eno knjigo z navodili na ta svet in v tej knjigi imamo strani, ki so zelo lepo berljive, bi rekla, lahko lepo obračamo strani, potem pa so vmes kakšne strani, ki so zlepljene, ne moramo teh navodil prebrati in za določene gene je tudi prav, da je tako. V primeru, da bi prišlo do odprtja recimo teh strani, bi mi dobili neko napačno informacijo ali pa bi to sprožilo recimo neko bolezen. Kaj želim s tem povedati? Da določene strani je prav, da ostanejo zaprte, ampak skozi naš proces življenja, obremenjenost z okoljem, z našim življenjskim slogom, lahko pride ravno do teh obratnih procesov na genomu in to je to, kar naslavlja epigenetika, da gotovimo, koliko takih sprememb je že prisotnih, kako pomembne so, ampak spet, kar je zelo spodbudno tukaj je to, da na to lahko vplivamo. Zdaj, tako se mi zdi, da veliko stvari se ta trenutek v teh časih usmerja v to, da bi se vsi boljše počutili. Bi rekla, da tudi mogoče ta naziv dolgoživosti, longevity, da je dostikrat v tem marketinškem smislu skoraj da malce zlorabljen. Veliko krem se že imenuje s spodbujanjem za dolgoživost. Kako naj nekdo pač prepozna razliko med tem, kaj je res dobro za njega in kaj nekako gre v tem smislu marketinškem za hitri zaslužek in da pač nima tako velikega učinka. Ja, to je odlično vprašanje. Jaz mislim, da je to vse bolj težko razumeti, v katero smer se obrniti, mogoče komu verjeti. Tu bi jaz predlagala, da se vsak res informira, preden se poda na neko tako pot. Nenazadnje se tu gre za zdravje in je pomembno, v čigave roke ga polagamo. Da preverimo, kdo so ti strokovnjaki, katerim se odločamo zaupati, kdo je ta ekipa, kaj delajo, s kakšnimi metodami v bistvu razpolagajo, so to preverjene zadeve, so to eksperimentalne stvari. Nenazadnje, tudi koliko časa že to delajo. Tako bi rekla, glede na porast zdaj teh trendov in tega, ko ste rekli, vse je zdaj že dolgoživostno, vse je že longevity, je res težko biti pameten. Ampak na prvi točki bi rekla, da je to informiranost. Ker nenazadnje ta možnost, da mi imamo toliko različnih informacij in da imamo tako širok razpon dostopa do različnih strokovnjakov,
je dejansko dober. Ne bom rekla, da je to zdaj nujno negativno, samo da smo res pozorni na to, kam gremo. To sem vas želela naprej vprašati, ne, da iz vsake take stvari se mi zdi tudi dobra stvar ravno v tem, da mogoče je res čas, da se kot ljudje zavedamo, da ne rabimo biti tako omejeni z vsem, ne, okay, to je neka klasična stvar, tega se bojimo raziskovati, kaj vse nas še čaka, ali pa mogoče tudi česa vsega se lahko poslužujemo v tem, da se bomo počutili dobro, ne? Da nismo tako v teh vseh okvirih, da ravno z vso to promocijo vsega tega spoznamo, da so naše možnosti lahko širše, da se odpremo. Tako. In kako, mogoče se mi zdi tudi, je pomembno to, da se neka klasična medicina s tem povezuje, da tudi ljudje več sprašujejo tudi klasičnega zdravnika, to mogoče se mi poraja. Absolutno, ja. Jaz to zelo spodbujam. Je res, da se zdravniki dostikrat znajdemo v negotovosti zaradi tega, ker smo pač tekom svojega šolanja bili usmerjeni v neko specialno področje. Seveda smo tudi druga področja tekom šolanja šli skozi, ampak ti, ko si specialist, se opredeliš za nek določen organski sistem, katerega bolj obvladaš kot druge. Zdaj pa medicina dolgoživosti to malo obrača na glavo. In po drugi strani pa, kot sem rekla, mi imamo nasploh v naši družbi še zdaj z umetno inteligenco, z temi raznimi dostopi, možnost priti do ogromne količine informacij. In to je hkrati tudi ta občutek opolnomočenja za vsakega posameznika. Torej ni samo odvisen od tega, kaj izve od enega zdravnika, ampak se lahko v svojem stanju tudi sam informira. In to je dobro, ker je potem tudi človek, rekla, bolj vključen v cel ta proces. Počuti se, da ima tudi sam vpliv pri temu. In to je tudi ta glavni občutek, ki ga jaz želim doseči pri posameznikih, s katerimi sodelujemo. Da se zavedajo, da imajo to odgovornost za svoje zdravje in da to ni odgovornost v smislu neke negativne konotacije te besede, kot samo nekaj, kar si naložiš, ampak nekaj, kar ti da moč odločanja. Krasno, ja. Eno zanimivo izjavo vašo sem prebrala, ravno v tem, da močno verjamete, da bi Slovenija lahko postala nova modra cona, mogoče malo več o tem, kaj sploh modra cona je, in ali smo res mogoče Slovenci tisti, ki pa znamo biti vzor tega, kako se zdravo živi in da lahko dolgo živimo. Sem prav razumela? Ja. In to je moje trdno prepričanje. Modre cone so sicer, rekla tako, opredeljeni kraj na svetu, kjer so zabeležili največje število 100 in več letnikov v tej populaciji. In potem so iskali neke vzorce oziroma dejavnike, ki so skupni tem skupinam ljudi, ki tam živijo. In izkazalo se je, da spet se vračamo na življenjski slog, da so to skupine, ki živijo v skupnostih, ki so povezane, kjer je pomemben ta socialni moment, kjer so to neke lokalne skupnosti, kjer se uživa tudi lokalna hrana, se pravi sezonska hranila, kjer je dostop do narave, ki je čista, kvalitetna, pač lahko dostopen, in vse to v Sloveniji imamo. Imamo eno najlepših naravnih pokrajin, če me vprašate, tako na svetu. Pač ni treba, da gremo v kakšne eksotične kraje. Tu imamo res čudovito naravo, čisto vodo, zrak, dostop do lokalne zdrave hrane. In vse to so predispozicije, ki nam omogočajo, da bi ljudje v našem krogu, v naši regiji dosegali visoko starost, ampak ne samo v luči doseganja visoke starosti same zase, ampak doseganja, rekla, višje starosti, kvalitetno preživetih let življenja v dobrem zdravstvenem stanju. Zato, ker vemo, da povprečna starost, pričakovana življenjska starost, na primer žensk v Sloveniji je 85 let, ampak že pri 68. letu se začnejo zelo hitro izražati določene kronične bolezni. Kaj to pomeni? Da ena ženska v povprečju tam nekje 15 do 17 let živi v dosti slabšem zdravstvenem stanju, kot bi bilo prav, kot bi si želela, kar je, petina življenja.
ravno to se mi zdi tudi tako zelo zanimivo, ne? Da živimo včasih, kjer imamo dostop do informacij, ko bi se lahko mogoče tudi bolj zavedali prvo to, v kakšnem okolju sploh živimo, pa tudi pri katerih letih nas lahko nekaj mogoče doleti ali pa nas sreča in kaj lahko naredimo. Ampak kdaj je potem pravi čas, da o teh stvarih razmišljamo in kako, ne vem, pri 20 to ozavestiti, kaj je najbrž idealen čas, da se ukvarjamo ali pa začnemo razmišljati o tem? Ja, pri 20 jaz mislim, da takrat smo res na enem vrhuncu, ne? Tako da takrat res ne razmišljaš kaj dosti naprej. Ampak je pa res, da kmalu po 30 pa že beležimo in upad, recimo, mišične zmogljivosti, mišične mase, funkcije. V primeru, da ne bi za to skrbeli, da ne bi aktivno delali na tem, da jo ohranjamo, na desetletje lahko izgubimo tudi do 8% mišične mase, že po 30 letu, kar je pač enormna številka. Tako da mi res moramo se truditi potem, da ohranjamo ta nivo kvalitete našega zdravja visok in želimo to, bi rekla, to premico visoko zgoraj ohraniti čim dlje, da je potem ob zaključku življenja ta čas zmanjšanja kvalitete čim krajši. Tako da jaz bi rekla, da je idealen čas že res kmalu po 30 letu. Ampak že v smislu tega, da se zavedamo pomena preventive, da delamo v tej smeri, da potem nosimo to našo doto zdravstveno sabo naprej. Ker kot rečeno, bolezni se začnejo desetletja prej, 10-20 let, ko ne čutimo teh sprememb, ampak izrazijo se pa recimo šele po 60. Ampak takrat je že cel ta proces mimo, kar spet ne pomeni, da je takrat prepozno, da se lotimo nekaj reševati, izboljševati, kot recimo ta naš gospod, ki je star 94. Jaz sem navdušena, da se je vključil. Ne z namenom, zdaj z neko idejo, da želimo živeti večno in da se bojimo smrti ali ne vem, kako bi to lahko bilo mogoče negativno razumljeno, ampak s tem, da se zavedamo, da res želimo v vsakem trenutku delati na kvaliteti svojega življenja, kvaliteti zdravja. Zdaj, verjetno je odvisno tudi od tega, kaj nam je kot posameznikom pomembno, kaj nas motivira pri tem. Jaz vem, da, ne vem, jaz si predstavljam sebe, ko bom v pokoju, da hočem biti zelo aktivna babica, se igrati z vnuki, hoditi še naprej na potovanja, odkrivati svet še naprej. Ne predstavljam si, da bi, ne vem, jaz upam, da ne, bila nekje priklenjena doma, se borila z ne vem kakšnim številom različnih bolezni, ki bi mi vse to onemogočile. Ampak to moramo misliti že prej. Ja, česa vas je mogoče tako največ naučil gospod pri 94 letih? Ja, on pa res te vztrajnosti. Da ni predaje, da ni ta leta, da so na koncu res številka. Zato, ker ta konkreten gospod pri 94 je dosti bolj aktiven kot marsikdo, ki ga srečam v svoji kardiološki ambulanti, mogoče pri svojih 50, 60 ali pa še mlajši. Kakšna je ta skrivnost potem tega? Ja, dolgoživosti, ne? Je pa res, da je to gospod, ki, dobro, jaz sem ga srečala zdaj, bi rekel, v kasnejšem njegovem življenjskem obdobju, ampak to je oseba, ki skrbi za svoje zdravje že desetletja. On je vsak dan aktiven, on vsak dan je fizično aktiven v smislu, da dela počepe, dela sklece, on še zmeraj smuča, on še zmeraj vozi avto brez težav. On je vključen v socialno življenje, na dosti nivojih, se pravi, vse to ga hkrati seveda ohranja tako čilega in zdravega, ampak je pa on na tem delal že od zmeraj. Ampak bi rekla, da najverjetneje ima pa tudi nekaj tega ikigaja oziroma tega občutka sreče. Kako pomembno se vam zdi to področje, da seveda delamo na tem, da korigiramo svoje zdravje, ampak kaj pa ta občutek vrednosti in smisla. Ja, to je pa res en od prav tako stebrov dolgoživosti. Se pravi, poleg redne fizične aktivnosti, zdrave prehrane, zadostnega spanja in podobno, obvladovanja stresa, je tudi ta občutek smisla. Je ta občutek na koncu povezanosti, kaj je tisto, kar nas sploh žene naprej, da bi si želeli izboljševati svoje zdravje. Zakaj? To vsak najde ta odgovor pri sebi. No? To sem
prej lih tako malo omenila, kaj je tisto, kar je naš razlog, da se tega lotevamo. Ne? In to je izredno pomembno in tu je ta psihološki oziroma čustveni vidik, ki se tudi vse bolj dokazuje v znanstvenih krogih, kako je pomembno, ne samo ti parametri, ki jih mi lahko tako izmerimo, ne vem, na krvi, na različnih organih, ampak ta naš občutek smisla, socialne povezanosti, ker vemo, da je ta socialna izolacija se ravno uvrstila na seznam enega od teh pospeševalcev staranja. In socialna izolacija je zdaj po študijah bila dokazano po učinku, negativnem učinku na naše zdravje. Enako, kot da bi na dan skadili 15 cigaret. Že samo ta naš občutek osamljenosti, recimo. Ne? Tako da to je vse izredno pomembno in vse prepleteno. Ja. Mogoče za konec še, če smo lahko konkretni, kaj bi lahko vsak izmed nas, ne glede na starost, na življenjsko obdobje, v katerem se nahaja, naredil zase, na dnevni ravni, ali to da se ustavi, pa v miru spije kavo, ali to, tako, če smo lahko konkretni, kaj so tisti? Jaz bi se tu spet naslonila na te, bom rekla, stebre zdravega staranja, kot mi temu rečemo stebri dolgoživosti. Kot že večkrat omenjeno, recimo jaz bi dala na prvo mesto spanje. Če tukaj naredimo nek premik v temu, da se zavedamo, kako pomembno je to za naše telo, da v bistvu to kljub temu, da mi počivamo, imamo občutek, da počivamo, naše telo po noči izredno aktivno. Tu prihaja do številnih procesov regeneracije, razstrupljanja. Naši možgani v bistvu se čez noč očistijo teh nekih toksinov, ki so se tam nabrali čez dan. In če jim ne damo dovolj časa in te možnosti, da se to zgodi, se potem to kopiči in lahko na dolgi rok vodi potem do nevrodegenerativnih obolenj. Ali pa sama regeneracija, uravnavanje hormonskega cikla je zelo pomembno od spanja. Dokazano je recimo, da je ta rutina tako zelo pomembna in da je večja dobrobit, če imamo, bom rekla, to enako okno, oziroma približno enako okno spanja čez naš teden, kakor da bi samo dobili, ne vem, to zadostno količino ur. Se pravi, pomembna je ta rutina. Naše telo je hvaležno za rutino, da se vzpostavijo te cikli tako, kot se morajo. Tako da prva in zelo preprosta stvar bi bila ta regulacija spanja. Jaz vem, da dosti ljudi, ne vem, imajo male otroke, to ni možno. Jaz sem prepričana, da ker naše telo je izredno inteligentno, narava poskrbi za to, da mi zmoremo teh nekaj let tako stresnega življenja z slabšim spancem dati skozi, ampak ko imamo to možnost, da pač poskrbimo, da je to res urejeno, tako da spanje definitivno na prvo mesto in fizična aktivnost, kot rečeno že prej, tako zelo pomembna za samoregulacijo in metabolizma in naše funkcije možganske. Definitivno. Pa tu ne govorimo o tem, da bi moral nekdo vsak dan v fitness, 1 uro dvigovati uteži, ampak že samo sprehod, že samo 10-minutni sprehod po obroku, namesto da se uležemo na kavč, da mogoče vzamemo kužka, če ga imamo, ali pa, ne vem, svojega partnerja doma, otroka, gremo narediti en krog po ulici ali pa malce v naravo, če je ta opcija. Že to izredno pripomore k uravnavanju metabolizma glukoze, na primer. Ali pa, če to ni možno, sam, da se ne uležemo, pač pospravimo posodo takrat. Tako da želim poudariti, da so to lahko majhni premiki, ne velike odločitve, ki bi mogoče nas celo spravljal dodaten stres, zato ker moramo zdaj vse optimizirati in na koncu ravno zaradi tega stresa si naredimo več škode kot koristi. Ker mogoče ravno v tem ljudje dostikrat razmišljajo, ok, že tako sem nezdravo živel, recimo, govorim zdaj v ekstremih. Ja. A je sploh še smiselno, da zdaj spremenim življenjski slog, ne, po vsem tem? Kako nekako to ozavestiti? Absolutno je smiselno. Da ni nič v tem smislu, da ni nič zamujeno. Tako, nič ni zamujeno. V bistvu, jaz mislim, da tu je sam treba narediti ta premik v glavi, ker če se vrneva malo tudi na genetiko, epigenetiko, če imamo mi občutek, ali pa, ne vem, vztrajamo v tem prepričanju, da
ker so naši starši, recimo, ker imajo neko kronično bolezen, ne vem, moj oče lahko ima sladkorno bolezen in zdaj bom tudi jaz diabetik oziroma sladkorni bolnik, ker pač imam take gene. Da se tle zavedamo, da mogoče ne gre za gene, ampak da smo mogoče samo privzeli ta način, ta življenjski slog, ki nam je bil priučen doma, nezavedno to izvajamo v svoji odrasli dobi še naprej. Že tu mogoče, da naredimo ta nek pregled pri sebi, zakaj pravzaprav gre. In to so lahko že veliki premiki. Kaj mogoče še res čisto za konec vas najbolj bogati, kako vas to področje, mogoče, česa si še želite raziskovati? Ja, mene to področje res zelo, zelo navdušuje, tako na dnevnem nivoju, ko gledamo, kakšne preboje dosegajo znanstveniki tako zelo pospešeno, je seveda po eni strani, kako bi rekla, imaš občutek, da je vsega preveč, to seveda ni moč to obvladati, vse v resnici ni, ampak je hkrati zelo vznemirljivo, ker je to možnost, ki jo lahko izkoriščamo zase za naprej. Mene navdušuje ta občutek, da bom lahko živela boljše dlje, da bom lahko potem svojo družino lahko uživala dalj časa. Meni je recimo ta občutek je moj ikigai, to je tisto, kar mi daje smisel. Seveda, to najde vsak sam pri sebi, ampak mislim, da me ta nek skupek dejavnikov potem pripeljal ravno na to področje, kar je tako vznemirljivo in kar je popoln trenutek zdaj. Se pravi, toliko enega znanja, toliko novosti, da ne vem, jaz težko ostanem ravnodušna pri tem. Res. Torej, najlepša hvala za prijeten pogovor in tako kot ste rekli, zdi se mi mogoče pomembno ravno to, da ostanemo radovedni do vsega, kar se nam dogaja in da vidimo možnosti, kako živeti dlje, kako živeti bolje, tako, lepše. Bolj zdravo. Tako. Ja. Morda nam bo najbolj služilo spoznanje, da dolgoživost ni tekma s časom ali iskanje neskončne mladosti. Gre za prevzemanje odgovornosti za to, kako se bomo počutili čez 10, 20 ali 30 let. Hvala za pozornost in srečno.